tem videu bo zvedel, kaj imate skupnega bambus in bench press. Zdravo, sem Nejc iz Level Up Trening Centra in današnja vaja se v bistvu imenuje Bamboo Bench Press. Zdaj, če si pogledamo to sliko in to, v bistvu gre za palico narejeno iz bambusa. Bambus je dokaj trpežen material in dejansko lahko na njega obesimo gvihte oziroma elastike, ampak pač težava nastane kot prvo, da vsi take palice nijemo in iz tega razloga, ker stane $300. Recimo, ko nekako utežimo palico, bi naj to izgledalo tako. Drugače pa, ker včasih se moramo znajti in stvari improvizirati, vam bom pokazal pač, kako za normalno štango olimpijsko palico, ki je pač večina fitnessov ima, večina pač tisti, ki imate gym doma, vas ima enostavno pač pri roki in zakaj naj tega uporabljati, kaj že imate doma. Gremo do palice. Prva stvar je, da bomo rabili gvihte. Prva stvar je, da rabimo palico, klopco, potem imamo gvihto, to ziher imate, še boljše, malo bolj praktično pa so kettlebell. Zdaj, poleg tega dajmo elastike. Odlično so te mini bendi, ki so pač kratke elastike, večina pa nas malo, oziroma fitness imajo mogoče te večji. Zdaj, na palico, kadar delamo pač bench press za temi kettlebelli, ponavadi ne gremo na one rep max, ampak delamo več ponovitev. In zaradi tega, več kettlebell bomo imeli gor, vse skupaj pa bolj nestabilno zaradi tega, ker je vse skupaj na sami elastiki in se trese. Recimo v primeru, če imamo na vsaki strani 16 kilski kettlebell, sem prepričan, da je težje, če na vsaki strani sta dva po 8 kilska kettlebella. Čeprav je ista teža, ampak sta dva kettlebella na vsaki strani, kar pomeni, da bo več miganja in s tem bomo mogli mi bolj stabilizirati vse skupaj, upraviti več moči, energije, vklopiti stabilizatorje, da bomo pač lahko enostavno naredili bench press. Zdaj, kak gvihto kettlebell zvežemo na samo štango? Gremo začeti najprej z gvihto. Zdaj, če imamo to dolgo elastiko, hop, jo damo na pol in pač pol potisnemo skozi to luknjo. Tako, imamo ta dva konca in enostavno potisnemo gvihto gor. Isto bi naredili na drugi strani, ampak jaz sem pač pokazal s kettlebellom. Zdaj, pri kettlebellu je ista stvar, če imamo ti daljše elastike, je spet potrebno narediti to, da damo elastiko na polovico. Zaradi tega, ker če bi elastiko dali samo tako po duge preko, ko bi naredili bench press, bi enostavno kettlebell se dotaknil tal in tega nočem. Zato, z mini bendom je stvar toliko lažja, ker enostavno hop, zankica, pa stvar obesim. Ampak ker večina teh elastik mogoče nima, popravimo to veliko. Hej, pusti. Elastika na pol in zdaj to polovico damo preko, tako, obesimo in damo gor. Tako, isto še na drugi strani. In bench pressa lahko začne. Zdaj, pri samem bench pressu z kettlebelli, ki so pač obešeni na elastikah, je fajn, če vam nekdo stoji za samo palico. Zaradi tega, ker enostavno je dosti večja verjetnost, da ti palica konča na nosu, zobah, kjerkoli drugej, na vratu, ko pa na prstih. In enostavno, ker je vse skupaj nestabilno, je velika verjetnost, da si pač, če si spustiš kam v ta del telesa. In zaradi tega je fajn, da imamo tiste ročke, ki pač so zato v primeru pač enostavno ne moramo dvigniti, ali pa da vam enostavno nekdo zadnji stopi kot varnost. Pa naj ima vedno roke nastavljene v primeru, da zdaj nekdo tukaj drži, naj ima vedno roke tako nastavljene tudi
če so male kile, ker enostavno lahko ena pač in ti stvar vrže iz ravnotežja in dobiš ponos. Gremo prav. Bližeš se, primeš tako za vsak bench press, se nastaviš. Sim pridi. Se nastaviš, hop, lopatice skupaj, gor, trdna noga na tleh, koliko se le da, digneš in že kot zdaj vidiš, malo za mojem kettlebelli, z palcev vse skupaj gre po svoj. Počasi spustiš in dvigneš. Spustiš in dvigneš. Spustiš in dvigneš. In odložiš. Zdaj, vse skupaj imam kaj? 20 plus 16, 36 kg. Teža ni neka jaka, ampak če to delamo več ponovitev, mogoče še en taki kettlebell na vsaki strani obesimo, je vse skupaj res dokaj mali procent od vašega 1RM-a najverjetneje, ampak je stvar pač toliko zahtevna, toliko se moramo potruditi, da stabiliziramo vse skupaj, da je pač dovolj težko, da dejansko narediš trening s tem. Zdaj, zakaj bi sploh hotel delati taki bench press, predvsem zaradi tega, to sem jaz idealni primer za enostavno samo stabilizacijo rame, recimo, če smo včasih imeli kakšno poškodbo, ali pa da pač preprečimo poškodbe. Ravno s tem, ko bomo delali tako vajo, ki je nestabilna in jo moramo stabilizirati in upraviti, koliko gre moči biti trn, da pač lahko vajo izvedemo, bo nam pripomoglo na koncu tudi k maksimalni moči, ki bomo pač kdaj delali samo z gvihtami, ne s kettlebelli. To je bil v bistvu bambu, bench press, neke vrste. Zdaj, probaj vajo uporabiti, definitivno je zabavna. S tem boš pač, ko bo trening zabaven, boš rajše treniral in boljši bo rezultati. Teda probaj, lahko napišeš pod komentar celo, kako se ti pač zdi. Če imaš kako vprašanje, mi lahko napišeš pod komentar v ta video ali pa pišeš na info@levelup.si. Isto velja, če imaš kako željo za naslednji video, z veseljem sprejmem vse predloge in se vidimo v naslednjem videu.